Spoštovani, prisrčno pozdravljeni v drugo minutah našega posveta. Duhovnik in filozof dr. Edi Kovač je lani ob tem času v počastitev Slomškove nedelje med drugim povedal, da se je, navajam, Antonu Martinu Slomšku 3 leta pred smrtjo uresničila življenjska želja, da bi povezal spodnjo Štajersko z osrednjo Slovenijo, in to je storil tako, da je škofijski sedež iz koroškega Šentjandraža prestavil v Maribor. Imel je podoben občutek kot starček Simeon, da je namreč doživel nekaj najlepšega in da ga Bog zdaj lahko pokliče domov v večnost, v katero si je njegovo srce vedno želelo priti. Spoštovane in spoštovani, v nadaljevanju bomo slišali 4 poglobljena razmišljanja. Najprej vabim mariborskega podžupana, dr. Sama Petra Medveda, ki bo razmišljal o temi Slovenija in slovenstvo bi bila brez prenosa sedeža škofije v Maribor bistveno drugačna. Prosim. Spoštovani gospod Alojzij Cvikl, mariborski nadškof in metropolit, gospod Bernard Geršak, ravnatelj Nadškofijskega arhiva Maribor, magister Liljana Urlep, avtorica razstave, dr. Marjan Turnšek, upokojeni mariborski nadškof, cenjeni gostje, gospe in gospodje. Za začetek moram povedati, da imam kar veliko tremo oziroma spoštovanje, oziroma mi je velika čast, da lahko danes ob tako velikem dogodku, ob tako velikem človeku ta govor tudi imam in bi rad podal nekaj svojih razmišljanj ob tem. Ko govorimo o Antonu Martinu Slomšku, govorimo o enem največjih Slovencev, ki je kadarkoli živel in je zapisan v zavesti vsakega Slovenca. Tako letos obeležujemo 200-letnico duhovniškega posvečenja blaženega škofa, 25 let njegove beatifikacije, 165 let njegovega izjemnega dejanja prestavitve sedeža lavantinske škofije iz Šentjandraža v Maribor. Kakšna zgodovina, kako pomembni dogodki in kakšna življenjska pot in delo zgodovinska za ves slovenski narod. Mariborski škof, narodni buditelj, vzgojitelj, pisec, pesnik, oseba z izjemno izobrazbo in zdravo versko miselnostjo, ki jo je prenesel na versko vzgojno kulturno, narodnostno poslanstvo, ki ga je v celoti živel in posvetil vse svoje življenje. V tem je posegel v bit slovenskega naroda s svojimi preroškimi dejanji, ki so zavedno ostali med nami. Dr. Franc Kramberger je nekoč zapisal: Slomšek je bil svetniška osebnost z razumevanjem za svet in ljubeznijo do njega. Ni kazal poti, po kateri sam ne bi hodil. In ni razlagal bremen, ki jih sam ne bi nosil. Kar je govoril, je tudi udejanjal in kar je učil, je živel. Na veliki šmaren 1859 je Anton Martin Slomšek poslednjič stopil na prižnico v stolnici pri Šentjandražu in se poslovil od lepe doline in njenih ljudi, ki so mu v letih službovanja zelo prirasli k srcu. Kronist zapiše, da so splavi po Dravi ponesli škofijske arhive v Maribor. Škof Slomšek in njegovi sodelavci pa so 3. septembra 1859 prvič peli slovenske večernice v mariborski župnijski cerkvi, novi stolnici. Maribor je tedaj slavil svoj veliki dan. Maribor, tedaj močno proavstrijsko usmerjen, se je s prihodom Slomška spremenil. Slomšku je uspelo v svojo škofijo vključiti 200.000 Slovencev. Ustavil je neusmiljen val potujčevanja in zarisal narodnostno in politično mejo na severu naše države, ki smo jo Slovenci morali v prihodnosti večkrat braniti tudi z orožjem. Z generalom Maistrom po 1. svetovni vojni, med 2. svetovno vojno in navsezadnje tudi v obdobju nastajanja slovenske države. Maribor je po njegovem prehodu doživel tudi gospodarski razcvet.
Nazadnje so bile oči sveta odprte v Maribor zaradi spoštovanega Antona Martina Slomška v času njegove beatifikacije. Le-ta je potekala 19. septembra 1999 v Mariboru, ko je papež Janez Pavel II. Med svojim obiskom v Sloveniji razglasil Slomška za blaženega. To je bilo izjemno pomemben dogodek za slovenski narod in katoliško skupnost, saj je Slomšek postal prvi Slovenec, ki je bil beatificiran. Papež Janez Pavel II. Je s tem dejanjem priznal Slomškovo svetost in njegovo izjemno življenjsko delo, ki je bilo osredotočeno na duhovno, kulturno in narodno prebujenje slovenskega naroda. Kako zasluženo. Za konec bi si zaželel, da se večkrat spomnimo življenja, dejanj in naukov blaženega Antona Martina Slomška in da nam bo navdih tudi za naša življenja in naša dejanja in za naše mesto. Hvala. Začnem se zminem grem. Stalo v svet teča tvoj objem. In mojo danjo boš temen tvojec, tega resna in držav boš mogla, bo kako doče valove. Čamo srce, predlogo si odprl. Kot jesen zgori, stjapeni žariš, zimski rosni zazveniš, v poletnih nočeh si odkrije sveta, te misel pogledam kontra, si je vam oba.
To so bili torej animatorji, natočneje animatorke, ampak pravijo dekleta, da nastopajo tudi fanti, ampak ob četrtkih ne. Hvala lepa za vaš nastop. Sedaj pa vabimo nadškofa emeritusa, dr. Marjana Turnška, ki bo razmišljal o Slomškovi duhovnosti v duhu njegove kanonizacije. Vse tri preostale referente prosim, da bi se nekako držali tega, da bi ob 18:45 uri zapustili ta prostor zaradi svete maše, ki sledi. Jaz pa si bom dovolil takole strani, ko bo 10 minut mimo, malce opomniti. Tako, torej, lepo pozdravljeni. Meni so rekli, da bi naj nekaj o Slomškovi duhovnosti v duhu njegove kanonizacije povedal. To je seveda zelo obsežna tema in je ni mogoče ne v 15 minutah, še manj v 10 minutah izčrpati. Pa sem se odločil, da mogoče izpostavil samo njegov duhovniški lik, oziroma kako je on doživljal sebe kot duhovnika in kako predstavo o duhovniku je imel. Ker to je njegova podlaga, to je bila njegova duhovnost, ki jo je živel in jo je potem utelešal. In vsa ta dela, o katerih smo slišali, in še veliko več, o katerih nismo slišali, je lahko naredil, in to s tako notranjo močjo in prepričljivostjo, zato ker je imel duhovno osnovo. Danes je 200 let, odkar je prejel diakonat, torej nekaj dni pred duhovniškim posvečenjem je bil posvečen v diakona in v svoj vademekum ali svoje duhovno vodilo, ki ga je začel pisati prav v teh dneh pred 200 leti, ker pred 8 dnevi pred diakonskim posvečenjem pa je prejel red subdiakonata. No in takrat je pravzaprav začel pisati ta zveščič Mihi sancta et cara, meni svete in drage stvari. No in pri prijemu subdiakonata 28. avgusta 1824 si je zapisal: Vzemimo jarem nase in našel boš mir svoji duši. Iz Mateja 11. S prisego sem zavezan na trajno čistost. Blagor čistemu srcu, zakaj ti bodo Boga gledali. Iz Matejevega evangelija. Naj imaš kakršnokoli krepost in se odlikuješ s kakršnimi koli deli, če si brez pasu čistosti, boš vse vlačil po zemlji. Citat svetega Hieronima. Vežete dolžnost opravljanja brevirja. Čujte in molite, da ne pridete v skušnjavo. Preprosto po Mateju. Velika je moč čiste molitve, citira Avguština. To je pisal zase, to ni pisal za druge. To je zveščič, iz katerega je on vsak dan potem duhovno zajemal in živel. Moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Na dan diakonata, to se pravi pred 200 leti na današnji dan, je zapisal samo: okrašen sem svetim redom, služabnik evangelija in krsta. In naj še preberem, kaj si je napisal v nedeljo, ko je bil posvečen v duhovnika 8. septembra. Ti si duhovnik vekomaj, iz pisma Hebrejcem, prezbiterat, to je duhovništvo, dne 8. septembra 1824 na praznik rojstva blažene device Marije, mašniško posvečenje mi je med obredom od 8. do 11. ure podelil prečastiti in preuzvišeni gospod Jakob Pavlič, krški knezoškof. To delajte v moj spomin. Prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Matej, 2. poglavje. Veste, kaj sem vam storil? Pri posvečenju, da bi se spomnil, kaj mu je Jezus pri posvečenju storil.
Komur so zaupali mnogo, od njega bodo terjali mnogo. Posnemovalci moji bodite, kakor sem jaz Kristusov posnemovalec, citira Pavla po spominu. Posvečena so tvoja usta, govori svete reči. Posvečene so tvoje roke, opravljaj svete reči. Posvečene so tvoje oči, oziraj se na nebeške reči. Živim pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus. No, toliko morda tako za okus, kaj si je sam zapisal za svojo duhovno hrano, iz katere je potem živel. V ta zvestič je zapisal še marsikaj, tudi o dnevni red, koliko bo spal, kdaj bo praznoval, koliko se bo pustil, celo omenjeno ima bičanje kot disciplina, se je to takrat imenovalo, in je tudi kdaj si to predpisal. No, jaz bi zdaj mogoče se malo sprehodil skozi njegov lik duhovništva. Najprej moram reči, da je izhajal iz realne podobe človeka in tudi samega sebe. Takole je duhovnikom govoril na prvih duhovnih vajah, ki jih je imel za duhovnike. Naša narava je nagnjena k počivanju. Slabost človeka tako velika, boji mesa proti duhu tako pogosti, zvijača skušnjavca tako mnogovrstna, da se morajo celo pobožne duše močno prizadevati, da se njihova gorečnost ne ohladi. Gorečnost in ljubezen do poklica jih ne moreta zadostno zavarovati pred svetnim plivom in jih obvarovati pred raztresenostjo. Torej, zavedal se je realnosti človeške narave. Duhovnik potem pravi, če hoče to premagati, mora biti mož reda, kajti red vodi k Bogu. Je napisal tudi eno meditacijo za bogoslovce in za duhovnike, Ordo duxa Deum. Red vodi k Bogu. No, in takole med drugim pravi, vsak ima za sebe vajeti v rokah, za dobro ali za gorje. Modro samega sebe vladati, to je naloga človeka, duhovnika. V svojem lastnem kraljestvu prav in uspešno ukazovati je znanost vseh znanosti. Gori nam, če se lahko miselno igramo življenjem in prepuščamo oblast našim nagnjenjem in strastem. Vsak človek je ali kralj ali suženj v svojem kraljestvu, odvisno od njega. Od njegove svobodne volje je odvisno, da prejme ali kraljevo žezlo ali suženjske verige. Se naj nauči modrega vladanja po naslednjih pravilih, pravi tisti, ki želi obvladati samega sebe. Tako tale pravila postavi zase in za duhovnike. Poskušamo zatem videti duhovno držo človeka. Nikoli si ne prisvajajmo navad ljudi kot življenjsko pravilo. Zatem se skriva tisto, ko se kdaj zgovarjamo, ja, vsi tako delajo. Ne pravi, ne. Ne more biti to pravilo človekovega življenja. Drugič, navadimo se v svojem vsakdanjem življenju na pameten red. Ordo duxa Deum, et quea Deo sunt ordinata sunt, tantum in inferno nullus ordo. To je Avguštinov citat, ki ga je uporabil, kjer med drugim tudi pravi to, da red vodi k Bogu in da vse, kar je v Bogu, je urejeno, v peklu pa ni reda. Tako torej, lahko vsak sebe tudi malo pogleda. Ne? Takrat, ko ne živim v redu, ne, pomeni, da sem blizu pekla. Ne? Bi ne modrost in ne prava svetost, danes živeti trdo, jutri pa mehkužno, danes biti marljiv, jutri zanikrn. Take pametne
normalne življenjske modrosti. A ne? Motenje reda rodi grom v zraku, potres v osrčju zemlje, brodolom na morju, prepir in razprtije v družbi, bolezen v človeškem telesu, naravno pokvarjenost v naši duši. Samo po redu se gradi trdno poslopje. Tretje načelo, ako hočemo biti vladarji v svojem kraljestvu, pridobimo si zmago nad samim seboj. Navadimo se vladati samega sebe, da bomo znali vladati druge. Četrtič, navadimo se svoj čas z natančnim izpolnjevanjem dolžnosti prijetno preživljati z menjajočimi poklicnimi opravili, da nas ne bo nadlegoval dolg čas. Prazna zaposlitev, prazna zabava nam pusti dušo prazno. In peto pravilo, to pomeni, da je 10 minut, ne? Privoščimo svojemu telesu potreben mir, potrebno okrepčilo tudi našemu duhu. Čuvajmo pa se skrbno vsakega mehkuženja. Natančno si določimo čas za počitek in uro vstajanja. Vsakdanje izpraševanje vesti zvečer je tako potrebno, da brez tega nobeden duhovnik ne more ostati čednosten. In lahko bi zdaj šli naprej, pa so me ustavili. Tako da. Ampak vsaj mogoče zaslutili smo lahko duha, vsaj nekaj takih potez Slomškovega duha, ki ga je začel graditi že kot mlad fant in ga potem nadaljeval kot duhovnik in ga utrdil kot škof in v tem duhu učil in vzgajal tudi druge. Hvala. Vabim profesorja dr. Aleša Mavra, ki bo govoril o pomenu Slomška za Maribor in o njegovem odmevu v današnjem času. Lepo pozdravljeni, zahvaljujem se organizatorjem, zlasti magistri Lilijani Urlep za povabilo. Imam pa tako kot gospod podžupan tudi sam tremo, saj nastopam ne samo za nadškofom, ampak tudi za človekom, ki verjetno trenutno o Slomškovem življenju in delu največ ve. Sam se škofom Slomškom strokovno nisem toliko srečeval, sem se pa gotovo v življenju z njim velikokrat srečal. Omenil bi predvsem, da med moje najlepše otroške spomine sodi veličastno praznovanje 130. obletnice prenosa škofijskega sedeža 24. septembra 1989. In vedno se bom spominjal, da me je morala zaradi množice ljudi moja mama dvigniti štupa ramo, da sem v sprevodu videl nadškofa kardinala Kuhariča, ki je bil majhne postave. Zato me je v mojih študijskih letih kar precej presenetilo mnenje nekdanjega kulturnega ministra dr. Andreja Capudra, da ne razume cerkve v Sloveniji, kako lahko za idola jemlje Slomška, ki je bil že v svojem obdobju za svojim časom. Seveda me je to vrglo s stola, po eni strani zato, ker sem Capudra kot prevajalca božanske komedije in izjemnega esejista in misleca izjemno spoštoval, po drugi strani pa zato, ker se mi je zdelo, da bi utegnil imeti prav. Dejstvo je, da nas od Slomškovih časov ločijo svetovi, da nas od Slomška in njegovih sodobnikov loči velik prepad. In zato mi dovolite, da tukaj skušam pojasniti, v čem je vendarle bil Slomšek že v svojem času izjemen. Začeti je treba s tem, da je sodil naš blaženi škof samoumevno v cerkveni okvir Habsburške monarhije. Iz tega okvira smo Slovenci po letu 1918 večinoma zelo hitro odšli, razen Korošcev, in zato so nam
takratne razmere še bolj odmaknjene, kot nam bi bile sicer. Za čas, ko je Slomšek zorel kot duhovnik in kot škof, je bilo namreč značilno, da sta bili država in cerkev zelo tesno objeti. Ker smo mi odraščali v popolnoma drugačnih časih, ko se je sicer država zelo zanimala za cerkev, vendar ji ni v javnosti puščala nobenega prostora, si to tudi težko predstavljamo. Cerkev je bila v Slomškovi Avstriji navzoča v javnosti povsod, ampak samo do mere, ki ji je puščala državna oblast. To je bilo zato, ker so še odmevale reforme habsburškega vladarja Jožefa II., ki si je podobno kot drugi vladarji v Evropi njegovega časa predstavljal, da bodo duhovniki, zlasti pa škofje in višji pastirji, predvsem podaljšana roka vladarja in drugih višjih oblasti, kar je občasno pripeljalo tudi do nesporazumov z verniki. In to je bil čas, v katerem je Slomšek odraščal, in lahko rečem, da zelo veliko avstrijskih škofov, njegovih kolegov, teh spon, ki jih je nalagala država, ni nikoli v svojem življenju zmoglo preseči. Če bi hoteli neko današnjo vzporednico potegniti, potem bi rekli, da je zelo veliko škofov ravnalo podobno, kot se nam zdi, da danes ravna recimo moskovski patriarh, ki najprej pomisli, kaj bo o njegovem dejanju rekel predsednik države, šele potem pa pomisli na evangelij in na kako drugo osnovno krščansko vsebino. Čeprav obstaja tudi ena pomembna razlika, vsaj po mojem mnenju, da so vendarle tako vladar kot škofje imeli skupno krščansko izhodišče v Slomškovem času, medtem ko mislim, da rusko pravoslavje in ruska oblast tega skupnega vsebinskega izhodišča več nimata, ampak se ne bi v to temo sedaj preveč spuščal. Slomšek je bil drugačen. In ta drugačnost se je najbolj pokazala leta 1848, ko se je zgodila marčna revolucija, ker je bilo za zelo veliko teh škofov in duhovnikov, ki so bili navajeni, da predvsem izpolnjujejo tisto, kar pride od zgoraj, popoln šok. In dunajski nadškof metropolit, ki sicer ni bil slab dušni pastir, se je dobesedno skril v mišjo luknjo pred revolucijo. Pobegnil je na svoje podeželsko posestvo. Kaj je storil Slomšek? Slomšek je že aprila 1848 pisal salzburškemu nadškofu, da se je treba na revolucijo odzvati in da je treba premisliti tudi o tem, ali ta revolucija ne ponuja nekih novih možnosti, da se cerkev znebi državnih spon. Kako je to mogoče? To je mogoče zato, ker je verjetno Slomšek vendarle izhajal iz nekoliko drugačnega okolja kot mnogi njegovi škofovski kolegi, saj pravi v svojem znanem pastirskem pismu, ki ga je naslovil Svetla resnica v zmešani svet v revolucionarnem letu, odgovarja tam na očitek vernikov, škof lahko govori, ker pri obloženi mizi sedi, se v kočiji vozi in ne ve, kako se ubogim kmetom godi. Se pravi, verniki so bili navajeni, da je škof tak. Ampak on pa pravi, navajam, tudi mene je kmetska mati povila in na slamo položila. Do 13. leta sem bil ubog hlapčič. Prešibek za pluženje sem oraču gonil, sem mlatil in kosil, in tako dalje. Pa vam povem, da sem bil bolj zdrav in vesel, kakor sem zdaj na škofovskem sedežu. Konec navedkov. In jaz vsaj v tem vidim izvor njegovega izjemnega osebnega poguma, njegove energije in njegove sposobnosti, da je prevzel pobudo tudi takrat, ko je kazalo, da iz zadev ne bo nič. In to so bile lastnosti,
ki so bile nujno potrebne ob spopadu z vladarjem, z državno oblastjo in predvsem z avstrijskimi uradniki, ko je šlo za prestavitev škofovskega sedeža. Kajti povprečni jožefinski škof bi se verjetno ustavil ob tem, da je leta 1832 presvetli cesar Franc I. za vse večne čase prepovedal vsako nadaljnjo razpravo o prestavitvi škofijskega sedeža iz Šentandraža v Maribor, oziroma takrat še ni vedel, da je to Maribor. In te izjemne Slomškove zasluge je priznal tudi salzburški nadškof, že omenjeni Maksimilijan Jozef Tarnoci, ko je zapisal, navajam: "Težave v tej zadevi so take, da za srečno rešitev zahtevajo res popolnega soglasja in največje požrtvovalnosti od laventinskega škofa. Toda prav ta temeljni pogoj, zaradi katerega so se deloma izjalovili prejšnji poskusi, je sedaj v razveseljivi meri tu. Knezoškof Anton Majtin Slomšek mi je dal ne le popolno pritrditev, temveč izrazil tudi nujno željo, da se tej kričeči potrebi enkrat odpomore." Konec navedka. Kot kmečki sin pa je Slomšek ohranil tudi zdravo kmečko pamet in se je dobro zavedal, kdaj mora tudi popustiti, da bi dosegel osnovni cilj. Popustiti je seveda moral pri vprašanju 12 župnij iz tako imenovanega graškega okrožja, ki so bile takrat večinsko še slovenske, na katerih je potem nekaj vendarle prišlo v laventinsko škofijo. Verjetno je čutil, da se čas izteka. Leta 1859 je bil verjetno zadnji trenutek, ko je bil prenos škofije možen, zlasti pa, ko je bila možna že danes omenjena sprememba škofijskih meja. Predstavljajmo si, da bi poskušali to narediti 10 let pozneje, ko so potekali ostri spopadi zaradi konkordata, kaj šele 20 let pozneje, ko so pa odnosi med slovensko in nemško govorečimi bili že veliko bolj zaostreni. In verjetno bi se potem po domače povedano fajtali za vsako župnijo, če bi sploh sama ideja škofije slovensko večino bila uresničljiva. Na koncu, in s tem bom res zaključil, bi pa vendarle podčrtal še, da je tudi Maribor leta 1854 in v poznejših letih prepoznal čas svojega obiskanja, če se izrazimo svetopisemsko. In mislim, da je malo primerov v mariborski zgodovini, ko je mesto stopilo tako zelo skupaj za cilj, v katerem je videlo nekaj dobrega za mesto. Gotovo niso bili vsi mariborski veljaki takrat več navdušeni verniki in navsezadnje so njihovi otroci 10 let pozneje že razbili šipe na škofiji, ki so jo njihovi predniki odkupili. Hvala lepa. Sedaj pa še magistrica Liljana Urlep, Slomšek in status laventinske škofije kot lastniške škofije. Prosim. Spoštovani, o Slomšku je bilo povedanih in zapisanih že veliko besed, zato sem se sama za današnjo predstavitev nekoliko osredotočila na posebnosti oziroma status laventinske škofije kot lastniške škofije v narekovajih, ki se je kazala še v Slomškovem času. Slomšek je bil za laventinskega škofa leta 1846 imenovan s strani salzburškega nadškofa. To je izjemno velika posebnost, namreč Slomšek je bil namreč imenovan, potrjen in posvečen s strani že omenjenega salzburškega nadškofa, to je bil takrat Tarnoci. Zakaj je prišlo do tega? To je povezano z statusom laventinske škofije kot lastniške škofije, ki se kaže že od ustanovitve škofije oziroma ustanovne listine naprej.
Ko govorimo o lastniških škofijah, naj vam povem, da gre za izjemno oziroma posebnost v cerkveni oziroma cerkveno upravni oziroma cerkveni upravni zgodovini. Obstajajo namreč samo salzburške lastniške škofije, kar pomeni, da je salzburški nadškof na svojem lastnem ozemlju, to je na ozemlju salzburške nadškofije, ustanovil 4 škofije. To so bile najprej Krška oziroma Celovška škofija danes na Koroškem, Kimzejska na Bavarskem, ki danes ne obstaja več, Sekavska oziroma Graška in nazadnje Lavantinska. Druge škofije v tem času so bile večinoma ustanovljene bodisi strani papeža oziroma na predlog cesarja oziroma z papeškim dovoljenjem. Tako je bilo potem recimo 200 let kasneje tudi pri ljubljanski škofiji. Lavantinska škofija je bila ustanovljena leta 1228 strani Salzburga kot lastniška škofija in že v ustanovni listini si je nadškof ustanovitelj pridržal pravico, da imenuje, potrjuje in posveti novega škofa, ga umesti v službo in mu preda tudi fevde. To je bila, kot sem rekla, velika posebnost, ki se je potem kazala tudi še v Slomškovem času. Če na kratko povzamem v Slomškovem času, kako je bilo z imenovanjem oziroma škofov. Škof je v tem obdobju, govorim predvsem za obdobje cesarstva oziroma kasneje Habsburške monarhije, so bili bodisi voljeni s strani stolnega kapitlja, ali pa so bili na svojem mestu, tako kot ljubljanski, predlagani s strani cesarja oziroma deželnega kneza. Potrditev njihovega imenovanja pa je bila zmerom v rokah papeža. Pri lavantinskih škofih oziroma pri ostalih škofih lastniških škofij pa temu ni bilo tako. Celoten postopek je bil v rokah salzburškega nadškofa. Tako je potem potekalo tudi pri Slomšku. Salzburški nadškof je po smrti Slomškovega predhodnika, to je bil škof Kutner, najprej pridobil Slomškovo odobritev, seveda po pričakovanju. Na podlagi tega pa se je obrnil do cesarja in ga zaprosil tudi še za cesarsko privoljenje. Potem, ko je to storil, pa je potem 30. maja Slomška tudi uradno predlagal oziroma nominiral, je strokovni izraz, za lavantinskega škofa. Sam proces imenovanja oziroma dokončne postavitve škofa je bil zelo zanimiv. Obsegal je namreč 3 korake. Samo nominacijo, ki smo že omenjali, naslednji korak je bila pa potrditev oziroma konfirmacija. To, kar je bilo v ostalih primerih v rokah papeža. Slomšek, kar se zgodovinopisci mogoče ne omenja toliko, je bil potem na dan 2. julija s strani salzburškega nadškofa uradno potrjen kot kandidat za lavantinskega škofa. Predtem pa je podpisal tako imenovane volilne kapitulacije. To je poseben dogovor, ki opredeljuje načeloma razmerja med volivci in kandidatom za neko službo. Načeloma so se uporabljale pri volitvah cesarja in pa pri volitvah škofov, kadar so bili ti voljeni strani stolnega kapitlja. Salzburški nadškofi, za njih je zmerom to veljalo, da so bili voljeni strani kapitlja in preden so bili izvoljeni, so jim kanoniki dali podpisati recimo nekaj pogojev, predvsem kar se tiče financ, davkov in pa podobnega. Zgodovinopisju velja, da škofje lastniških škofij niso podpisovali volilnih kapitulacij, ker pa seveda niso bili voljeni, ampak na primeru lavantinske škofije vidimo, na temu ni tako. Na kratko obnovim samo nekaj najbolj zanimivih členov. Če govorimo o imenovanju škofa, bi na prvem mestu pričakovali, da bo škofu na prvem mestu določeno, da mora zvesto skrbeti za škofijo. V primeru Slomška oziroma lavantinskih škofov pa temu ni bilo tako. Na prvem mestu se je Slomšek obvezal, da bo pokoren in zvest salzburškemu nadškofu in vsem njegovim naslednikom.
Prav tako je bilo določeno, da bo potem nadškofa nadomeščal pri raznih opravilih ali pa na raznih sejah. In šele v 5. točki je bilo potem določeno, da mora skrbno skrbeti za zaupano škofijo, tako v materialnem smislu kot pa v duhovnem smislu. Res izjemna posebnost, o kateri velja še več spregovoriti. Salzburški nadškofje so skrbno pazili na svoje posebnosti, na to pravico do imenovanja. To se je kazalo tudi pri preoblikovanju škofij in selitvi škofijskega sedeža. Salzburški nadškof je zelo podpiral preoblikovanje škofijskih meja, brez njega verjetno Slomšek tega ne bi mogel storiti, je pa pri procesu pazil, da so se ohranile njegove pravice. Zmerom, recimo tudi v času jožefinskih reform in pa recimo v času Napoleona, ko je salzburški nadškofiji grozila celo ukinitev, je salzburški nadškof zmerom pazil na svoje pravice do imenovanja škofov lastniških škofij. Najlepša hvala, samo še en stavek, in te posebnosti se ohranijo do konca Prve svetovne vojne. Najlepša hvala in še enkrat res lepo, da smo se srečali. Hvala lepa, spoštovane in spoštovani. Tako smo prišli do konca ob natančno določeni uri. Pravzaprav še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se udeležili tako slovesnega odprtja razstave, slovesnosti Mestne občine Maribor, kot sedanjega posveta. Hvala lepa.